Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratni večerovi spletni svetovalnici. Moj nasvet je moj uspeh z naslovom Zagotovite si samooskrbo z električno energijo in stroški po vaši meri. Vroča tema, verjamem, zato se še posebej veselim današnjega pogovora. Z nami je namreč Lev Prislan, direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja v podjetju GEN-I. Številne zanimive teme bova naslovila v današnjem pogovoru, med drugim bova govorila o energetski prihodnosti in vlogi posameznika v njej, pa o novem finančnem modelu GEN-I na področju samooskrbe z električno energijo, ki z izravnavo viškov in manjkov lastnikom sončnih elektrarn, zgrajenih po novi shemi, omogoča ustvarjanje dobropisov za viške električne energije in s tem ugodnejše letne stroške. Govorila bova tudi o inovativnih strategijah podjetja GEN-I, ki se nenehno prilagaja tržni dinamiki ter spodbuja rast in inovativnost, kar prinaša prednosti tudi za odjemalce, pa o zanimivih izsledkih analize prodaje GEN-I Sonce, kar je vplivalo na optimizacijo prodajnega procesa in izboljšanje storitev za odjemalce. Govorila bova tudi o fotovoltaiki in drugih oblikah obnovljivih virov energije, pa o izzivih zelenega prehoda in o tem, kako zeleno bomo v resnici živeli v prihodnjih letih. Dobrodošli, gospod Prislan. Hvala in lep pozdrav vsem poslušalcem. Ker naju veliko zanimivih tem čaka in tudi veliko vprašanj, še več, verjamem, zanimivih odgovorov, predlagam, ker začneva, zato o prihodnosti je danes, bi lahko dejali, ko gre za energetsko samooskrbo in predvsem vlogo posameznika v tej prihodnosti že tukaj. Z drugimi besedami, danes moramo sprejemati odločitve in tudi ukrepati za to, da bo naša prihodnost res lahko energetsko samooskrbna, obnovljiva in trajnostna. Pred kako pomembno nalogo smo v bistvu kot posamezniki, kot družba? Ja, jaz bi rekel, da smo pred eno res pomembno nalogo, ker mislim, da zdaj bolj kot ne že vsi verjamemo, da globalno segrevanje se dogaja, tako da moramo nujno nekaj narediti, če hočemo hraniti v bistvu naš svet, naš planet v čim bolj enakih smernicah, kot je trenutno. In v bistvu bo poleg recimo prometa, pa še katerih drugih področij, je energetika eden izmed večjih porabnikov CO2-ja, tako da tudi v energetiki bo pomembno imeti in poskrbeti za zeleni prehod. Tega zdaj v splošnem dosegamo največ z tako imenovano solarizacijo, se pravi z večanjem števila sončnih elektrarn, kar pa nudi seveda tudi neke izzive, kot so večje vlaganja v infrastrukturo, v omrežje in tako naprej. Tako da mogli tudi mi pri temu nekaj pomagati. Tako da naloga je, ki jo imamo, jaz mislim, da je pomembna, bomo mogli vsi nekaj za to narediti, ne bo pa tako težka naloga ali pa tako nemogoča, kot se mogoče neki kritiki govorijo, no. Tako da ne bo tako boleče, kot mogoče izgleda iz tega uvoda, kot sem ga imel. Kaj je tisto, kar nas mora recimo še posebej skrbeti, pa kje smo lahko pomirjeni, samozavestni, da bo lažje, kot se zdi morda par poudarkov? Zdaj tako, prav posebne potrebe po zaskrbljenosti v resnici ni. V bistvu že v zadnjih letih uspešno zmanjšujemo našo odvisnost od fosilnih goriv. Sploh za Slovenijo je recimo za lansko leto zelo spodbuden podatek, da smo zgradili preko 400 megavatov novih sončnih elektrarn in smo bili v bistvu pri temu s to rastjo v bistvu ene izmed najhitreje rastočih, največ dodanih panelov v bistvu na prebivalca v Evropi. Tako da imamo trenutno v bistvu zgrajenih že preko 1100 megavatov se pravi moči sončnih elektrarn, tako da pokrijemo že nekje 10% našega odjema, kar je že veliko in če bi pogledali 5 let nazaj, bi se nam to zdelo skoraj nepremostljivo dosti. Bi pa mogli po nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, tako na NEPN-u, v bistvu do leta 2030 priti še do nekje več kot 3-kratnika tega, kar pomeni, da imamo še nekaj truda bo potrebnega, ampak hkrati smo se tudi v zadnjem obdobju, jaz mislim, da res veliko naučili
in postavili neke temelje za boljše delovanje. Tako da videli smo lani, kakšna je bila rast v bistvu gradnje sončnih elektrarn, ko se je zaključevala net metering shema. V bistvu v zadnjem obdobju pa so bile tudi narejene določene še druge regulatorne spremembe, ki bodo tudi dodatno omogočile ali pa pospešile nadaljnje v bistvu zeleni prehod v energetiki. Tukaj predvsem mislim na to, da so zdaj pametni števci res v veliki meri že inštalirani in tudi v uporabi. In v bistvu skozi omrežninski akt jih bomo tudi v bistvu začeli novi omrežninski akti pred 1.7. Bo tudi prvič se naslonil na neko bolj fino granulacijo našega odjema. Hkrati pa tudi te pametni števci omogočajo tudi odjemalcem, predvsem tisti, ki to zmorejo, tistim, ki to želijo, da bo lahko bolj aktivni pri svojem prilagajanju odjema in bili seveda zato tudi ustrezno nagrajeni. Tako da jaz mislim, da ni potrebe, da bi bili pretirano zaskrbljeni, moramo samo paziti, da verjamemo in razumemo, da je to potrebno in se mogoče ne prepustimo preveč nekim cinikom, ki v bistvu rušijo vse celotno idejo zelenega prehoda in govorijo o nepotrebnosti tega. Super, drzno. Energetika je precej širen pojem, tudi precej kompleksen pojav, v zvezi s katerim so povezane številna vprašanja, dileme, ki smo jih prisiljeni reševati tudi sami na individualni ravni kot posamezniki. Smo jih tudi pripravljeni reševati kot posamezniki, oziroma po drugi strani smo tam, kjer je potrebno pripravljeni reševati te izzive tudi kolektivno? Jaz mislim, da rešitev bo oboje. Se pravi, ene stvari lahko naslovimo individualno, se pravi vsak pri sebi, za ene stvari pa se bomo mogli recimo kolektivno združiti. Tako da recimo individualno je predvsem mišljena tukaj, kar se mene tiče, sprememba obnašanja vsakega posameznika, kjer je vsaj moje mnenje, da vsak prispeva recimo po svojih močeh. Tako da, ko se je recimo govorilo o novem omrežninskem aktu, je bilo dosti strahu, da zdaj ljudje ne bojo pa več smeli, prati čez dan, pa da bojo, mogli vse delati po noči in tako naprej. Jaz mislim, da bo predvsem tako, da bo vsak naredil po svojih zmožnostih. Se pravi, tisti, ki imajo že zdaj večji odjem električne energije, imajo v resnici tudi v večji meri neke pametne naprave, ki lažje omogočajo prilagajanje, se pravi, kdaj te naprave delujejo. Recimo pri toplotnih črpalkah, električnih avtih, ki so eni večjih porabnikov električne energije, lahko lažje, zamakneš, kdaj dela, prilagodiš, kdaj dela in tako naprej. Tisti, ki so pa v bistvu manjši odjemalci, pa pač nimajo take možnosti spremembe svojega obnašanja, lahko pa spet naredijo maksimalno po svojih močeh, tako da uporabljajo neke metode učinkovite rabe energije, se pravi neke varčne naprave, da izklapljajo neke naprave, ki jih ne uporabljajo in tako naprej. Tako da recimo tudi na GEN-I-ju smo tudi imeli lani akcijo z manj do več, kjer smo posebej opozarjali, kje so možnosti za varčevanje z električno energijo. Zdaj mogoče pa kolektivno, pa tudi je tako, da ene stvari pa je lažje narediti skupaj. Zdaj v zadnjem obdobju je bil velik poudarek pri solarizaciji v individualnih sončnih elektrarnah, se pravi elektrarne na strehah hiš. V naslednjem obdobju bomo zaradi tako omejitev omrežja, kot tudi zaradi same ekonomike, pa verjetno bili bolj prisiljeni ali pa tudi stimulirani v bistvu to, da gremo v neke energetske skupnosti ali pa v gradnjo nekih večjih sončnih elektrarn, kar bo seveda po drugi strani omogočilo tudi tistim, ki nimajo hiš, ki nimajo svojih streh, se pravi, ki živijo v blokih, da v bistvu se tudi priključijo trendu solarizacije. Tako da celotna v bistvu ideja GEN-I-ja je, da omogočimo čim več možnosti tudi strankam, da strankam pomagamo, da se potem lahko vsak odloči, na kakšen način bi se želel vključiti v zeleni prehod. Super. Še bova govorila o nadaljevanju pogovora o sončni energiji, solarizaciji, kot jo omenjate. Najprej pa morda o spremembah, ki jih je prineslo letošnje leto. Nekaj ste že omenili, ampak prav glede na te spremembe ste v GEN-I v bistvu pripravili nov
finančni model na področju samooskrbe z električno energijo. Gre za model, ki z izravnavo viškov in manko lastnikom sončnih elektrarn, zgrajenih po novi shemi, omogoča ustvarjanje dobropisov za viške električne energije in s tem ugodnejše letne stroške. Kaj to pomeni v praksi, kako bo deloval ta model, torej za tiste, ki se sedaj odločajo za sončno elektrarno? Ja, v resnici je tako, ta naš nov model je primeren za vse tiste, ki se odločajo za gradnjo elektrarne po novi shemi, po koncu letnega net meteringa. Zdaj, kot verjetno že večina poslušalcev ve, je bilo možno se v net metering priključiti do konca lanskega leta, se pravi, če si do konca leta 2023 oddal popolno vlogo za sončno elektrarno, boš lahko do konca letošnjega leta še vstopil v net metering shemo. Zdaj, net metering shema v bistvu je tudi EU predpisal, da se ne sme več uporabljati, ker nosi pač neke stroške za omrežje, ki se pač prelivajo na vse odjemalce, tako da je bilo nujno treba iti na nov sistem. In na GEN-I-ju smo v bistvu prvi, vsaj po mojih informacijah, ponudili tudi rešitev, kaj bo zdaj po koncu net meteringa. Zdaj, to pomeni, da imamo v bistvu pripravljen produkt, pripravljen cenik, da tudi stranke, ki bi se odločile za gradnjo po novi shemi, bojo lahko ravno tako imele GEN-I za dobavitelja, ki jim bo pač prevzemal energijo iz elektrarne in dobavljal manjkajočo energijo. Zdaj, kaj je bistvena v bistvu razlika s prejšnjo mogoče shemo, je ta, da zdaj po novi shemi ni več letnega netiranja energije, ampak je v bistvu zdaj tako, da se uporablja pametne števce, ki kot omenjeno beležijo zdaj našo tako porabo kot proizvodnjo na 15-minutni ravni. In v bistvu naš produkt je tudi tak, da obe te dve količini ustrezno upoštevamo. Se pravi, mi uporabljamo prednost teh pametnih števcev in strankam v bistvu zaračunamo tisto porabo, ki jo moramo mi dobaviti, se pravi tisti del porabe, ki je ni pokrila sončna elektrarna. Hkrati pa seveda smo tudi toliko fair, da tiste viške, ki jih stranka nam da v 15-minutnih intervalih, to je recimo predvsem poleti ali pa takrat, ko nas ni doma, ko samo deluje sončna elektrarna, se pravi tiste viške energije tudi ustrezno strankam kompenziramo. In kako se to v bistvu pol vidi na računu? Na računu se vidi tako, da čisto normalno kot prej stranka plača za manjkajočo električno energijo, hkrati pa bojo stranke tudi vesele, da bodo videle tudi na računu eno postavko v negativno smer, se pravi eno postavko, ki bo nižala v bistvu račun, in to bo ravno poplačilo za to energijo, ki jo je stranka dala v omrežje in smo mi kot dobavitelj prevzeli. Zdaj tej potem tako imenovani viški bojo potem pač prikazani na računu, kot sem rekel, in če se bo zgodilo, da bo teh viškov toliko, da bo celoten račun negativen, in to se celo lahko zgodi v poletnih mesecih predvsem, bomo mi v bistvu strankam dali dobropis za prihajajoče obdobje. Če je pa stranka želela, pa bi lahko tudi v bistvu enkrat na letno vse presežke v bistvu lahko nakažemo na transakcijski račun. Super. Pojavlja se vprašanja, ali je mogoče te viške tudi komu podariti. Je to mogoče? Ja, zdaj v tem trenutku ne predvidevamo tega, ker v bistvu stranki sami damo v bistvu te viške v bistvu nazaj v obliki finančnega nadomestila, tako da tudi v resnici nismo videli potrebe po temu, da bi se te viški prenašali drugam. Kaj pa so sicer bistvene razlike, svoje omenjate, net metering, nov način, ne? Ali je torej nov produkt zanimiv tudi za stranke, ki so v sistemu letnega netiranja ali ne? Ja, zdaj pri letnem netiranju v bistvu so se na letni ravni te količine odjema in proizvodnje v bistvu ponetirale. In to je pomenilo v bistvu, da je omrežje služilo kot v bistvu hranilnik električne energije, kot sezonski hranilnik električne energije.
In z velikim naraščanjem v bistvu individualnih sončnih elektrarn je to postalo za omrežje vedno večje breme, ker so se v bistvu stroški, ki so nastajali s tem letnim emitiranjem, v bistvu prelivali na vse gospodinjske odjemalce. Tako da nov sistem je v splošnem v bistvu manj ugoden, to je treba priznati, ampak to ne samo naš cenik, ampak že kot sistem v celoti je pač tak, da zdaj je zadeva v sami osnovi manj ugodna. Si pa po drugi strani obetamo višanje naložbenih pomoči, to so na ministrstvu že obljubili, tako da se definitivno trend v bistvu nadaljnje gradnje sončnih elektrarn zaradi te spremembe konca net meteringa ne bi smel zgoditi. Ima pa nov sistem tudi nekaj drugih prednosti, in sicer so predvsem, bi mogoče izpostavil dve. In sicer ena je, da zdaj, ko se celoten obračun prestavi na 15-minutni nivo, je dejansko zdaj večja spodbuda k temu, da se lahko prilagaja odjem. Se pravi, tiste stranke, tako kot sem omenil, ki so večje, ki imajo večjo zmožnost, bojo s tem, ko bojo lahko premikale svoj odjem, v bistvu imele tudi večje prihranke, kar bo še dodatno izboljševalo dobe vračanja. In dodatno bo zdaj s tem sistemom tudi dosti bolj prišli v poštev recimo mali hranilniki, za katere se pričakuje, da bo tudi eden izmed elementov, kako nadalje še olajšati zeleni prehod. Celotno bistvo pa sončnih elektrarn pa v vsakem primeru ostaja, namreč bolj kot zdaj sama shema net metering ali pa ta nova shema, ki od letos dalje obstaja, je tukaj pomembno, kakšni so nivoji cen na borzah v splošnem. Vemo, da je bila v lanskem obdobju energetska kriza, so šle cene v bistvu zelo gor in je država praktično morala posesti za regulacijo cen. In v bistvu v obdobju visokih cen je to največ vpliva na to, da gradiš sončno elektrarno, ker pač v višjih nivojih se ti bolj splača graditi elektrarno. Tako da je element teh cen bolj pomemben praktično kot element samega izbora sheme. Predvsem pa tisto, kar je najbolj pomembno, da s tem, ko nekdo zgradi sončno elektrarno, je lahko praktično brezskrben, kakšni bojo nivoji cen v prihodnje, ker bo s tem, ko bo postal samooskrben, ga v bistvu praktično ceniki dobaviteljev, ki nastajajo zaradi cen na borzi, bojo na njega vse manj vplivali. Tako da definitivno se trend solarizacije v Sloveniji ne bi smel zaradi konca net meteringa ustaviti. Super, zanimivo. Še eno vprašanje, ki se pogosto pojavlja pri uporabnikih, bile so morda dezinformacije v preteklosti. Net metering za tiste, ki so vstopili v ta sistem, ostaja neomejeno dolgo ali 10 let. Vem, da so se v javnosti pojavljale različne informacije. Ja, za tiste, ki so vstopili v net metering, v bistvu ta velja do nadaljnjega oziroma do konca življenjske dobe elektrarne. Tako da tukaj so vsi strahovi odveč, v bistvu pravica tistih, ki so vstopili, se ne ukinja, ampak pač ostaja do konca delovanja elektrarne. Super, odlično. Tudi gledalci seveda lahko zastavljate vprašanja, bodisi v obrazcu preko spletne strani, kot komentar, če nas spremljate na YouTubeu ali na Facebooku. Gorazd sprašuje, zakaj ni možno, da bi imeli, ko postavimo svojo sončno elektrarno, svoj hranilnik, da bi torej postali neodvisni od dobavitelja električne energije, torej da bi se povsem odklopili od omrežja. Zdaj tukaj eno je čisto pravno vprašanje, a je sploh bilo predvideno, da se odklopiš od omrežja, če si enkrat na omrežje priklopljen, tako da glede tega v bistvu ne vem odgovora, sem poslušal enkrat diskusijo in mislim, da ni čisto jasno, kako s tem je. Drugo pa je v resnici tako, da z samim baterijskim hranilnikom lahko zelo dobro na dnevni ravni uravnavaš proizvodnjo iz sončne elektrarne, ne moreš pa sezonsko uravnavati. Namreč sončna energija se proizvaja bistveno v večji meri poleti kot pozimi
Tako da v resnici, zato da bi imel hranilnik, ki bi ti te viške energije, ki nastajajo poleti, da bi jih prenesel v zimski čas, bi to rabil res ogromno baterijo, ki bi bila izjemno draga in ni ekonomike, da bi to v bistvu, da bi se komorkoli to splačalo. Ravno zato je v bistvu prednost tega produkta, kot da ga imamo, da v tistem trenutku, ko imaš viške, jih GEN-I odkupi, v tistem trenutku, ko imaš manjke, pa GEN-I v bistvu manjkajočo energijo v bistvu dobavi. Super. Še eno vprašanje ima Luka sprašuje, ali je v prihodnosti sploh v načrtu, da bi posamezniki, ki imajo sončne elektrarne, v celoti imeli shranjeno energijo in bi sami upravljali s to, torej nekako navezavo na prejšnje vprašanje, in bi sami upravljali s to pridobljeno energijo. Verjetno bo to v bistvu hranilnikov, ki jih omenjate, ne? To se verjetno ne bo spremenilo, ali še kako drugače? Ne, v bistvu odgovor je enak kot prej. Mogoče edino še ena dodatna prednost, ki je pa lahko baterijskega hranilnika, pa je v primeru nekih motenj omrežja, ne, ti lahko pa nudi hranilnik neko gotovost, da prebrodiš tiste neke kratkotrajne izklope iz omrežja, kjer pa je v resnici tako, da v Sloveniji imamo precej zanesljivo omrežje, tako da trenutno v veliki večini primerov mislim, da ta primer še ni aktualen, mogoče pa bo koga tudi to zanimalo na kakšnih odročnih lokacijah ali pa tako naprej. Vendarle pa glede na spodbude Ekosklada, ne, pa seveda se zdaj vse usmerja proti temu, da posamezniki sočasno ali kasneje sončno elektrarno kupijo tudi hranilnik energije, ne. Verjetno to je nek nov trend, ki se pojavlja. Ja, to je gotovo eden izmed trendov v prihodnje. Tudi na GEN-I Sonce že nudimo tudi prodajo hranilnikov, jih ne prodajamo še masovno, imamo še neke recimo administrativne izzive za rešiti, tehnične izzive, ampak to je definitivno zadeva, ki se bo že letos, po mojem mnenju, precej razmahnila. Tako da bomo že letos videli ne samo na GEN-I Soncu, ampak tudi na splošno večanje prodaje baterijskih hranilnikov, namenjenih, se pravi, individualnim gospodinjstvom. Predvidevam, da je pričakovati glede na trend tudi nižanje cen, verjetno na daljši rok. Tudi to je že zelo vidno. In ja, je to definitivno tudi ena pomembna stvar, zakaj se bo tudi trend prodaje hranilnikov še večal, izboljševal. Super. Malo se še od produktov, od posameznikov premakniva k strategiji podjetja GEN-I, ki velja za inovativno, predvsem ker se nenehno prilagaja tržni dinamiki ter spodbuja rast in inovativnost, kar prinaša prednosti tudi za odjemalce. Zdaj ves čas že govorijo o teh prednostih, ne. Katere druge prednosti še prinaša ena taka inovativna strategija, produkti, ki so usmerjeni v trg, v rešitve za odjemalce? Ja, zdaj kot skupina GEN-I v bistvu vključujemo imamo tri krovne stebre, v katerih smo aktivni. Največ časa in najbolj smo v bistvu prisotni kot trgovec z električno energijo. To pomeni, da smo prisotni v številnih evropskih državah, od zahoda do vzhoda, od severa do juga, in ta naša močna trgovalna prisotnost in trgovalna platforma nam omogoča številne sinergije tudi pol z drugima dvema stebroma delovanja. Ta drugi steber delovanja je v bistvu dobava električne energije, ne. Smo največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, prisotni smo tudi v tujih državah, in v bistvu se vedno bolj hočemo premikati tudi preko dobave k tretjemu stebru, to pa je, da v bistvu nudimo pametne, inovativne rešitve v pomoč zelenemu prehodu. Tako da tukaj je v bistvu GEN-I Sonce, naš, bom rekel, paradni konj. In ja, kaj so v bistvu potem naše prednosti delovanja, je ravno ta razvejana mreža, kot jo imamo, da smo lahko prisotni od tega, da zgradimo sončno elektrarno, dobavimo energijo in pri dobavi električne energije v bistvu lahko optimiziramo, kje jo kupimo, kdaj jo kupimo, preko naše močne trgovalne mreže. Tako da vse to pa smo v bistvu naredili skozi neprestano, se pravi, rast poslovanja,
ampak tudi predvsem, kar je pomembno, dolgoročnega že vlaganja v kadre, v strokovne kompetence, in tudi zelo močno vlaganje v digitalizacijo, posebej analitiko, tako da se lahko pohvalim, da recimo nas je GEN-I preko 200 zaposlenih v analitiki in v IT-u, tako da se trudimo vse odločitve sprejemati v bistvu na podlagi podatkov, ker verjamemo, da je to bolj zanesljivo, kot vse delati preko občutka. Hkrati pa tudi s tem lahko izkoriščamo prednosti umetne inteligence, pa tudi vseh drugih novih tehnologij. Odlično, nekaj ste seveda o pametnih načinih uporabe energije že povedali, tudi pametna so del prihodnosti zagotovo, ne? In vse to, kar že omenjate, umetno inteligenco, moč podatkov, verjetno to vse že soustvarja to pametno prihodnost, ki bo hkrati Tako. zelena v bistvu, ne? Kaj bodo najpomembnejši elementi, ko govorimo o pridobivanju in distribuciji električne energije v prihodnosti? Ja. Zdaj tako, v prihodnje je tako, da zdaj po recimo koncu energetske ali pa ob zaključevanju energetske krize v bistvu imeli tudi dobavitelji več možnosti se ukvarjati končno z nekim razvojem pametnih rešitev, ker v zadnjih 2 letih v bistvu je bilo ogromno prilagoditev zaradi regulacije cen. Tako da bo zdaj končno prehajamo v eno res zanimivo obdobje energetike, namreč omenil sem, da po eni strani imamo pametne števce, imamo veliko število sončnih elektrarn, veliko število toplotnih črpalk, vedno večje število v bistvu električnih vozil, vedno večje število hranilnikov in v bistvu najbolj pomembna stvar v energetiki bo pametno povezati vse te elemente skupaj, da bo v bistvu za odjemalce ne boleče, da ne bojo čutili preveč teh sprememb, oziroma se bo vsak lahko odločil, koliko je pripravljen žrtvovati, če tako rečem. Hkrati pa s tem doseči neke dobrobiti za omrežje. Namreč, če nič te pameti ne uporabimo, bojo vlaganja v omrežje morala biti več 100-milijonska, če pa bomo tukaj uspeli vse te možnosti, vse te danosti skupaj potegniti, pa bomo lahko v bistvu kot na državni ravni veliko prihranili. In tukaj vidimo tudi GEN-I kot močnega igralca v bodoče, da bomo strankam znali na prijazen način nuditi napredne storitve. Super. Z omenjenim finančnim modelom in inovativno strategijo je povezana tudi analiza prodaje GEN-I Sonce, ne, ta prinaša neke zanimive izsledke, ki so vplivali tudi na optimizacijo prodajnega procesa in izboljšanje storitev za odjemalce. V kakšni obliki? Ja, zdaj lani je bilo res izjemno leto tudi za GEN-I Sonce. Smo imeli preko 8,000 ogledov in mislim, da preko 3,400 zgrajenih sončnih elektrarn, se pravi, bilo leto rekordno. In v bistvu, da smo to dosegli, smo mogli precej tudi prilagoditi naš način dela. In to smo v bistvu naredili predvsem tako, da smo naše interne procese ustrezno segmentirali v posamezne kose in skladno z ISO standardi v bistvu tudi te procese neprestano spremljali, pogledali, kje se zatika, jih izboljševali, kjer je bilo potrebno, da smo v bistvu lahko obdelali vsa povpraševanja, ki so lani prišla. Tako da v bistvu tisto, kar je bilo, recimo, kar se je izkazalo v lanskem letu, je bilo, da je bilo potrebe narediti veliko več ogledov, kot v preteklih letih je bilo, se pravi, zanimanje za gradnjo elektrarn bistveno več kot prej. Tako da smo recimo tudi na podlagi izsledkov, ki smo jih videli, tudi ugotovili, da je smiselno nekje uporabiti drone za ogled, se pravi, ti to lahko v bistvu pohitri delo, da v bistvu ni treba plezati na streho, ampak recimo, da z dronom posnameš in potem nadaljavo lahko te stvari obdelaš. Tako da s tem, z vsemi temi spremembami procesov, pa smo tudi v bistvu skozi uspeli spremljati, po čemu povprašujejo stranke, in to je bil potem eden izmed
elementov, kako smo zgradili ta naš nov produkt, dobave, ki smo ga omenili v enih 10 minut nazaj. No. Super, na tej točki se lahko še naveževa na vprašanje Petre, ki jo zanima, ali ta nov finančni model kakorkoli vpliva tudi na nove obračune omrežnine, nekaj smo o tem že povedala. Morda kdo še ni bila z nami, ki so zelo zapleteni, ne, seveda, ampak veliko je bilo v javnosti informacij takšnih in drugačnih, kako bo torej z novim modelom. Ja. Zdaj, kar se tiče omrežninskega dela, je to v resnici čisto ločena zgodba in ta model je neodvisen od, se pravi, obračuna omrežnine. Obračun omrežnine v bistvu se bo s 1.7. spremenil. To se bo spremenil za v bistvu vse stranke, neodvisno pri katerem dobavitelju stranke so. In ja, se pravi, izbira modela ali nekdo naginja ali kje drugje, v bistvu na ta ne bo vplivala na samo omrežnino. Zdaj, kar se tiče samega akta, je tako, da ja, je bilo veliko govora o temu, veliko tudi dezinformacij. Jaz mislim, da s tem, ko bomo videli dejansko v praksi, kako deluje omrežninski akt, bomo ugotovili, da ni vse tako mogoče grozno, kot zgleda. Nudi nov akt tudi neke prednosti, ne, to se moramo zavedati, ker nudi v bistvu tudi dodatno motivacijo k prilagajanju odjema. Tako da definitivno je bistveno bolj kompleksen, kot je trenutni način izračunavanja omrežnine, ampak jaz sem prepričan, da zdaj v naslednjih 3-4 mesecih do uveljavitve tega akta bomo lahko še vsi dobili dovolj informacij, da ga bomo boljše razumeli in tudi se znali boljše polmu prilagoditi. Bo pa akt in te določbe seveda vpliva tudi na odjemalce, ki so samooskrbni s sončnimi elektrarnami. To pa je. Tako. Vplival bo tudi na stranke že z net meteringom, tako da tam je pa že bilo, tudi je Agencija za energijo dala izračune. Stranke, ki imajo net metering, se bo zaradi uveljavitve novega omrežninskega akta strošek na omrežninskem delu na letni ravni za nekaj 100 evrov podražil. To je pač treba priznati, ampak ja, tako je. Ker ste že omenjali seveda nove pristope tudi pri gradnji sončnih elektrarn, da še malo o sončnih elektrarnah, kako zdaj zagotovo se je nekaj spremenilo v povpraševanju, verjamem, čeprav pravite seveda, da tudi s temi novimi modeli ostaja fotovoltaika še vsekakor zanimiva tudi v prihodnje. Kako še napreduje tehnologija, razvoj celic na tem področju, ne vem, razmernikov in druge tehnologije, ki je pomembna v bistvu vse to, kaj umirja ali še bliskovito narašča, tudi s tem povezana življenjska doba sončnih elektrarn. Ja, zdaj, kar se tiče samih panelov, so v bistvu trendi taki, da s tem, ko narašča povpraševanje po sončnih panelih, je tudi velika motivacija proizvajalcev, da v razvoj panelov, v razvoj tehnologije vlagajo. Tako da se v bodoče še naprej pričakuje padanje cen panelov, kot tudi izboljšanje v bistvu zmogljivosti oziroma koliko lahko v bistvu proizvede nek sončni panel. Zdaj, kar se pa tiče drugih, mogoče ne toliko tehnoloških trendov, pa je tisto, kar se bo v bodoče dogajalo, po mojem mnenju predvsem to, da bomo več šli k gradnji večjih sončnih elektrarn. Predvsem zato, ker smo že precej zasedli kapacitete omrežja za gradnjo individualnih sončnih elektrarn. Se pravi, nismo še seveda vsega zapolnili, ampak moram vedeti, da individualna samooskrba je krila predvsem stranke, ki imajo hiše, tako da v bodoče bo treba več pozornosti nameniti tudi tako imenovanim energetskim skupnostim, ki bo v bistvu pomenilo, da bo lahko postal samooskrben tudi tisti, ki
ne bo imel hiše, ne, ampak bo lahko preko nekega integratorja, ki bo sončno elektrarno zgradil, bo lahko nekdo pač en delček te elektrarne kupil ali pa najel. Tako da to v bistvu nosi prednosti tako za omrežje, ker se lahko postavi elektrarne recimo v centre mest, kjer je omrežje načeloma bolj močno. Hkrati pa tudi nosi lahko tudi boljšo ekonomiko, ker so večje sončne elektrarne na enoto v bistvu cenejše. Tako da ena smer bo se pravi šla proti gradnji velikih sončnih elektrarn, in da bomo to dosegli, v bistvu ne bomo več gradili elektrarn samo na strehah, ne, še vedno se bo gradilo tudi na strehah objektov, industrijskih hiš in tako naprej. Bomo pa v bodoče šli tudi v gradnjo elektrarn na parkiriščih. To je sploh zanimivo, zato ker nudijo sončni paneli tudi zelo dobro protitočno zaščito. In več se bo šlo tudi proti gradnji velikih sončnih elektrarn v bistvu na tla. Tako da tudi v lanskem letu je bil tudi sprejet zakon, ki olajša umeščanje v prostor za tako velike elektrarne, tako da bo tudi to potem en velik korak naprej, da bomo lahko še naprej v bistvu gradili sončne elektrarne. Kar se pa tiče individualne samooskrbe, pa tako kot sem omenil, se ta ne bo ustavila, se pravi tudi tisti, ki še nimajo zgrajene sončne elektrarne na hišah, lahko z novim produktom GEN-I tudi to še vedno naredijo in tudi bo investicija še naprej precej ugodna. Bo pa šlo tukaj vse več tudi v smer sočasne uporabe sončnih elektrarn in v bistvu hranilnikov. Super, delček prihodnosti ste že odstrnili, pred koncem se vrneva seveda še malce v prihodnost, zazreva v prihodnost. Zdaj pa samo še vprašanje Mateje, ki jo zanima, ali bo tak obračunski model veljal tudi za nove skupnostne samooskrbne sončne elektrarne. Torej. V resnici ja, tak model kot je tukaj se bo lahko uporabljal tako tudi za skupnostne elektrarne. V bistvu tudi smo tako prilagodili naše procese, naše pogodbe, da bo to poenoteno, se pravi, bodo tudi člani skupnosti imeli enak model lahko. Super, ker ste že omenjali seveda tudi elektrarne v središčih mest, v več stanovanjskih stavbah, te pobude se že pojavljajo, to je pravno formalno že verjetno zgodilo. Ali so še kakšne ovire na tej poti, ki jih velja umakniti? Ne, ovir več ni, oziroma edina ovira so ponekod počasni postopki, ker je tukaj v bistvu, se moram zavedati ena stvar, ki je v bistvu nova, tako za tiste, ki gradijo, kot v bistvu za operaterje omrežja, je to nek čisto nov sistem in je treba v bistvu prilagoditi tudi pri njih procese, tako da trenutno potekajo te postopki še počasi, ampak jaz sem prepričan, da v prihodnje se bo tudi te stvari izboljšale, ko bomo pač se vsi naučili, kaj deluje, kaj ne deluje, kako stvari izboljšati. Tako da samo po sebi omejitev več ni, tako da tudi glede tega lahko pričakujemo še razmah v letošnjem letu. Super, izzivov nam, kot izgleda, ne bo zmanjkalo. Kako zeleno bomo, glede na vse to, vi imate še bistveno boljši vpogled kot mi, živeli v prihodnosti, čez 5, 10, 20 let, kaj bo drugače? Ja, jaz mislim predvsem tako, da bo prehod potreben in bo v resnici nujen, tako kot sem omenil, ker je globalno segrevanje dokazano, bomo glede tega mogli nekaj narediti. Ne bo pa ta prehod na noben način boleč in bo predvsem postopen. Tako da dostikrat se ustrašimo sprememb, dostikrat se bojimo ljudje najhujšega, ampak v resnici v večini primerov se to ne zgodi in tudi pri zelenem prehodu in prilagoditvah ne bo tako. Tako da tehnologije se hitro izboljšujejo in jaz verjamem, da bomo pri zelenem prehodu v bistvu
morali narediti sistem tak, da se pač vsak prilagaja po svojih možnostih. Ne? Tako da, tako kot sem omenil, ljudje smo različni, odjemalci smo različni, eni bodo lahko hitreje naredili prilagoditve, eni kasneje. Važno je predvsem, da vsi razumemo, da je to neka smer, proti kateri moramo iti. In s časoma bomo vsi tako ali drugače postali aktivni odjemalci, kar predvsem pomeni, da bomo mogli nekaj več razmišljati tudi o svoji energetski bilanci, o svoji porabi električne energije. Nikakor pa ne sme biti to narejeno na način, da bi koga od tega odvrnilo. In jaz verjamem, da bomo tudi na GEN-I-ju uspeli to ljudem približati v obliki nekih spodbud, v obliki nekih akcij, zato ker ne verjamemo v neke penalizacije ali pa v neke grožnje. Tako da, če bomo vsi motivirani, če bomo vsi razumeli, da je to pomembno in če bo vsak začel delati košček za koščkom nekaj drugače, nekaj boljšega, nam bo v bistvu vsem lažje in ja, prehod v zeleno potem ne bo naporen in bomo pa vedno bolj v bistvu zeleni korak za korakom. Brez strahu, pogumno naprej. Torej, Leo Prislan, direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja v podjetju GEN-I. Najlepša hvala za vse odgovore na naša vprašanja, na vprašanja gledalk in gledalcev, ki se jim na tem mestu tudi zahvaljujem za pozornost, za čas, vsem skupaj pa želim lep večer še naprej. Hvala in lep večer vsem. Hvala, srečno.